Doma v svetu. Mladi Korošci po svetovnih metropolah. Še dobro se spomnim prvega daljšega odhoda od doma. Peljal sem se na sprejemne izpite za eno višjo šolo v nižjo Avstrijo in po dolgi, naporni vožnji, 5-urni vožnji sem se znašel v študentskem domu, sam v sobi. In verjetno je bilo domotožje, da sem si mislil, kako ne zdržim 3 leta proč od doma. London, glavno mesto Združenega kraljestva Velike Britanije in Anglije. Mesto ob reki Temzi so ustanovili Rimljani leta 50 pred našim štetjem. Danes ta metropola šteje nad 7 milijonov prebivalcev in je eden od najpomembnejših kulturnih, finančnih in poslovnih centrov sveta. London je znan tudi po velikem obrazcu, ki vse vidi. Skoraj 1 milijon kamer spremlja vse in vsakoga, ki se giblje po mestu. Nad 300krat na dan te kamere posnamejo vsakega obiskovalca Londona. Tem enookim opazovalcem se ne more izogniti niti Daniel Budin. Sicer doma iz Šmihela, zdaj pa že 3 leta živi v Londonu. Po maturi na slovenski gimnaziji je 3 leta študiral v St. Pöltnu, nato bil 1 leto na praksi v Ljubljani in se pred 3 leti vpisal na 1-letni koledž za multimedijsko izobrazbo v Londonu. Zdaj dela pri DeMille, eni od najbolj profiliranih produkcijskih hiš za reklamne oglase. Sem vmesni člen med oddelkoma za 2D in 3D filmsko produkcijo. Pri meni se zbirajo odlomki različnih reklamnih filmov različnih sodelavcev. Te odlomke sestavljam in pripravljam za televizijsko distribucijo. V velemestih postaneš del neke mase, neke večje mase, ki se zgiblje z njimi, ki se giblje z njo, nehote ali pa hote. A to me v bistvu sploh ne moti, ker moja individualnost v bistvu izživljam za vikend, ko gremo s prijatelji na pivo, na kavo, nakupovati za vikend, gremo v Hyde Park, sedimo, se pogovarjamo, pijemo. Edini čas za oddih, ki ga imam, je za vikend. V primerjavi z drugimi mesti London nudi veliko več v smislu kulture, v smislu zabave, v smislu poklica. Vsak vikend lahko doživljam nove stvari. Zdaj sem že 3 leta tu in še vedno se ne počutim kot doma, kar mi ugaja, ker sem še vedno radoveden na nove stvari in tudi odkrivam vedno nove stvari. Nataša Sinčnik, doma v Doverli vasi, že 1 leto študira grafično oblikovanje na londonski Kingston University. Po maturi se je vpisala na višjo šolo za grafiko na Dunaju. Po kratkem izletu v prakso pa jo je odvleklo v svet. Spoznavati nekaj novega, kot pravi. V mojem razredu imam v bistvu študente z celega sveta, z Moskve, z Izraela, z Belgije, z vse posod pridejo skupaj na tem mestu, ki je skoraj metropola evropska. In je zelo važno, da se tukaj spoznamo in spoznamo eden drugega, zelo osebno, pa tudi vse to, kar nosiš s sabo v svojem puntlču. In mogoče tudi čisto drugače gledaš potem na svoj dom, če spoznaš toliko drugih ljudi in njihove zgodovine. Angleži pravijo v svojem jeziku the absence makes the heart grow fonder, kar pomeni, da srce bije bolj globoko, če si oddaljen od svoje domovine, od svojega doma. Domovino kot pojem lahko zreduciram na Šmihel, lahko zreduciram na Celovec, ko sem hodil v šolo, ko sem doraščal. V bistvu zame je to najbolj važno. Domovina je tam, ko sem doraščal, tam, ko sem doživel moje prve, ko se zavestno spomnim prvih spominov. Tukaj smo zdaj na pobočju Temze, vidimo pa Houses of Parliament, sedež britanskega parlamenta. Poleg tega pa je znameniti zvonik Big Ben. Zvonec sam tehta 16 ton. V tej okolici jaz stanujem, to so tako imenovani Docklands, kjer so ladje z celega sveta raztovarjali. Po 60 letih so skladišča opustili in začeli pregrajevati v ekskluzivna stanovanja in pisarne. Kar mi v velemestih tudi ugaja, je, da iz starih opuščenih tovarnih skladišč nastajajo novi kulturni centri, v bistvu nove tovarne kulture.
ker imam toliko dela, se sploh nisem imel časa zavestno razmišljati o tem vprašanju. Seveda so trenutki, ko si mislim, da bi bilo fajn, če bi imel službo in če bi bil bliže domu. Sem se pa dobro živel, imam prijatelje, imam službo, tako da iz zdajšnjega vidika mislim, da je moja bodočnost tukaj v Londonu. Na eni strani je svet zelo privlačen, ga zljubiš. Rada bi tukaj na vsak način končala svoj študij, mogoče šla naprej v svet, pogledati, kaj ima pripravljen zame. Na drugi strani pa srce včasih vleče zelo močno domov, k družini, k domovini. Kajti dom ne more biti povsod, dom je nekaj, kam se lahko vračaš, odkud lahko hodiš. To je neka fiksna točka, ki bo zavedno nate čakala.